Pač, jaz ne vem, sem toliko zapečen od sonca, ali pa sem toliko vesel od te hrane, pa malo mogoče tudi od vina. Pač to je noro. Še na 2 urici pa bomo prispeli. Jaz zdaj se bo nova družba se bo mogla navaditi na to, da snemam. Saj ne snemam, pa se snemam sebe, tako da kava na poti, Toskana, malo pridemo. Jaz že takoj, ko stopim v Italijo, sem že v raju, no, pač to je neverjetno. Lahko rečemo Benvenuti a Venecija. Venecija, ja, Firence, kako se me zbudati. Dobrodošli v Firencah. Evo, zdaj sicer smo tako malo shady placeu, naprej tak na narobe izvoza, pedal. Ko ste pa tako tihnili tam nazadi, vse je full sram, jaz pa pač tukaj vlogam. Itak me Ben ne razume. Tako da ja, potujemo po Toskani v teh naslednjih vlogih, tako da uživajte, pa vam bom malo kazal spotoma, kaj se dogaja. Sonce napoveda na polno, zdaj pa dež pada, ampak se samo malo rusi. Ampak kaže na web weatherju, ja, na app weatherju kaže, da je sonce, tako da je cool. Ampak je pa ful lepo. In vedno vsi utihnete, ko jaz začnem snemati. No, tukaj se nahajamo pri baziliki de Santa Croce. Vsem Italijanom se upravičujem že izgovorjavi. Jaz bi posnel mečkam bolj tako, ampak kot vidite tukaj zadaj imamo prelep oder postavljen, tako da ne moramo nasnemati. Ampak ja, gre za v bistvu ogromno baziliko sredi Firenc, ki je bila najprej zunaj obzidja, zdaj je znotraj obzidja, noter je grob Michelangela, Rossinija, pa še ne parih zelo znanih Galilejev, naprimer noter pokopan. Smo se odločili, da bomo pogooglali slike od znotraj, ker je vstopnina malo draga, da gremo samo not pogledati grobnice, ampak ja, takole pa zgleda do zunaj. Se pa lepo vidijo mešanica romanskega in gotskega stila, no, oziroma stila romanike in gotike. Kot vidite, ta pročelja in te loki, ki so tako ušpičasti, to je gotski stil. In pa ta zelena barva in bela barva je v bistvu za Toskano zelo znamenita pri vseh teh znamenitostih. Tako da to par stvari. Evo in zdaj se nahajamo na Piazza della Signora, se pravi trg Signore, gospe, dame. In tukaj so v bistvu vse te glavne znamenitosti, kot je naprimer Palazzo Vecchio, se pravi kaj mestna hiša. No. Potem tukaj zadaj imamo upodobljene različne kipe. Imamo vse kipe od Herkulesa, ki se bori s Kentaurom, do Perzeja z glavo od Meduze, do Ajaka, ki drži Ahila in še ogromno drugih kipov znanih italijanskih umetnikov in samih italijanskih umetnin. Tukaj zadaj, kot vidite, imamo kip Davida. To je sicer samo replika kipa Davida, to ne vem zdaj, kako se po slovensko reče, ampak ja, pač v muzeju v bistvu na slika zgleda tole ful veliko, ampak v živo zgleda pa tole še 10-krat večji, kot dejansko je. Pa še pač ful je enih kipov tukaj zadaj. Tukaj direktno za nami, evo je pa kip Davida, sicer to je samo replika, kot sem že prej rekel, ampak velik je 517 cm, popolno iz marmore je narejen, kot vidite ima perfektne te grške proporce. V bistvu zanimivo je to, da ima ful ogromno glavo, pa ful je v bistvu nabit, ker to je pač to perfektno grško telo. Je pa malo tako tenzij, ker to David tik pred bojem z Goljatom. Se poznate to zgodbo, ne? Je pa ta poza telesa v bistvu, kako stoji malo usločen, malo vijugast, nam daje ta občutek, da se je ravno kar pripravlja, da bo šel v boj. Bi pa rad videl še original, kako to zgleda. To res ta prav kip. Tole pa je čokoladni slab v slaščičarni sladoledarni Venki, ki je franšizna sladoledarna, ampak noro dober sladoled. Tale mehna zadeva za nami, tole je katedrale Santa Maria di Fiore. To se pa naučajmo. Pač to je ravno zadeva, da ne moreš dobiti noter v kader, ali ti tak milijonov kol, ampak pač res noro. Sam tole je res kurčenje, ne bi človek rekel. Kdo se je spravil to delati? To gre v vlog, ker to je pač res toliko ogromno in kdo je to delal. Ljudje so na drugi strani, pa ne na drugi strani ulice, ja, so umirali, tukaj pa katedrala 100 metrov visoka, pismo.
Jaz mislim, da si moramo mi za Toskano naslednjič, ko gremo, vzeti mogoče kakšne 2 tedna, ker te vrste, a ne, kle se začne. Tam dol zadnji za vogalom nekje se pač konča, zato da greš na stolp gor, ker je res po mojem nor razgled, oziroma na kupolo v katedrali, te Santa Maria de Fiore. Je pa pač spet ta katedrala, pogled te barve, se pravi, imaš zeleno, belo, svetla rdeča, to so te toskanske barve, ki so znamenite na vseh teh zadevah. Zdaj se kle vidimo v šipi, kako smešno zgledam s telefonom v rokah. Ogromna zadeva, kupola, posebej je postavljen še ta stolp, se pravi zvonik, kar je ful znano, naprimer ta sloneči stolp v Pizi je tudi del v bistvu katedrale, ampak je ločen pač ta zvonik in to je pač tudi ful popularno, oziroma pri vseh teh renesančnih zadevah. Vsi ful gledajo, vsi se ful smejijo mi. Ful dobro. Evo, zdaj smo pa pri All'Antico Vignano, to je pa najbolj znana zadeva, kle v Firencah, sendvič, vam pokažem na posnetku, kakšna tlea vrsta, itak ful, na sončku stojimo, ampak se pa jaz plača počakati. Milijon izbire, bolano, pač tole bo noro. V Rimu sem jedel že to, ampak tam je podružnica, kle pa original, tako da bomba bo. Res hitro gre, res se hitro premika, tole pa sendviček. Kot vidite, sem že precej umazan v kolust, ampak tole je bomba. Suhi paradižniki, stacijeva krema, stracciatella pa bazilika. Noro. Zdaj se pa približujemo Ponte Vecchio, se pravi most, ki je bil zgrajen, mislim, da tam okoli 900, tam nekje, se pravi v 10. stoletju. Gre pa v bistvu za, včasih je bil to edini most, oziroma je edini most, ki v drugi svetovni vojni ni bil sesut, ker gre čez reko Arno v Firencah. Od 12. 13. stoletja dalje so pa gor trgovinice, je pač znamenit po teh barvah, potem da je v bistvu stanovanjsko naselje gor, stanovanjsko naselje, da so stanovanje gor, pač res luškana zadeva, tak Instagram spot. Si kovnejo, no. Ja, to je pa potovanje. Ti reče, da greš prevzeti free tickets, no. Končno enkrat. Čudno nam je bilo to, da so bili vsi parki, vrtovi ali za plačati ali pa so bili zaprti, tako da smo se pol odločili, da gremo kar na tole trdnjavo Belvedere, se pravi Forte di Belvedere, kjer smo spili kavico, limonado, najdražji do zdaj, po mojem, kar smo karkoli plačevali, ampak razgled je bil pa res čudovit. Prvi gelato v Italiji. Bolano je, tole je pa noro. Tole poište, ko boste v Firencah. Bela čokolada s pistacijo, slana arašid, nora kombinacija. Zdaj vidim, zakaj pravijo za Firence, da je mesto, kjer se mora zgubiti, ker pač to hodiš okoli in je pač tako bazilika pri baziliki, pri trgu, pri tržnici, sladoledarni, ošteriji, pač res noro, dobro. Tok, lepo mesto, se splača prijetno. Sam res tako, jedlosti, da si pač zgub se, pa pet okoli. Bazilika di San Lorenzo. In valjda en sladoled ni bil dost, bomo še enega. V najboljši ocenjeni želeteriji v Firencah, tako da bomo videli, kakšen je ta. Veš, kaj reče, da če te ptič paserje, da imaš srečo, a tudi če stopaš na pasji drek, imaš tudi srečo. Po 2 urah hoje smo prišli. Končno vem, park je odprt, pa lepo je, pa skoraj bi Neško podaril zdaj. Je že bilo leto, pač lepo je, pa še vse, da se bomo zdaj tukaj pa kaj spili. Gor na Trdnavi plačamo 8 € za eno limonado, tukaj pa se pravi za sok, pa vodo, pa Coca-Cola Zero, pa še eno vodo za 8 €. Pa še tak razgled imamo. Se slišimo, Tomaž? Prišli smo v naš prvi apartma tukajle. Takole bom ga malo ozračil, oziroma ozračil osvetil. Parkiran smo takole lepo v parking, ključe smo prevzeli, vse lepo so poslali. Ful luškano, tako toskansko zgleda vse, tako barvno. Ana je rekla, da je tako toskansko. Je bila pa pot kar pestra, velik del na cesti, vročina je kar huda že, ampak da se zrihtamo, stuširamo pa na večerjo, bomo pa počasi zaključili za prvi vlog. Da smo se pa zrihtali in gremo v live na sosedno kmetijo. No, Mateo, še enkrat povedal, ko imaš fajnkle svežega jagenčka. Zakaj? Če ga naročiš slučajno.
Zakaj? Takoj ga narežemo. Ker ti ga odsprejo iz temne, to pa ni lepo. Evo, pripeljali smo se dejansko takole na eno kmetijo, a ne? Sapori di Toskana, tako da tole bo po mojem božansko. Prve težave, rezervacije so samo in vse imajo rezervirani in mi smo poslali rezervacijo, sam pa moje malo prepozne, ker so imeli zaprtih, tega smo pošiljali. Da zdaj so rekli činke in glesi, upajmo, da bo šlo. Je rekel 5 minut pa čakajte, pa bomo zrihtali, tako da bomo jedli. Ok, restauracija je top, cene so noro poceni, pač liter vina je, koliko je, 6 evrov je liter vina, pač to je tako, pa sparkling pint domač, res dobra hrana, pač poceni, kaprnorci, ali še manj sto, pač hrana poceni, testenine za 6 evrov, 7 evrov, steak na kilo, 3 evre na kilo. Noro vam pokažem, pač pa se bomo mastili zdaj. Mi imamo še bruskete, pa še... Ja, velike hrane. To kar prahaja na mizo, pa tako za 3 evre, a veš, pa kar prahaja. To je še ne štartar, ta prvi od 3 štartarjev je to. Mislim, da so veseli, da smo prišli. To so samo startarji. Pa naročili smo samo 3, drugače. Pač, jaz ne vem, jaz sem toliko zapečen od sonca, ali pa sem toliko vesel od te hrane, pa imam mogoče tudi od vina. Pač to je noro. Če prijete v Toskano, Sapori di Toskana, najboljša restauracija v Toskani. Pač mi se bomo vračali. Iz Firenc, v Toskani smo še vedno. Ampak to je najboljša restauracija. The best restaurant, res pač. Še glavna jed je tukaj. Na Toskano. Na Toskano. Na najboljšo družbo. Za mene. Za mene, novinko. No in kakšen je? Zelo dobro. Prepričljivo. Drugače so res brutalno dobre sladice. Cheesecake, tiramisu, okej. Ta se skrije, no, ampak tako pač tole dvoje. Račun v restauraciji, ki smo pojedali zdaj lepa, se pravi 5 glavnih jedi, 3 predjedi, 3 sladice, 3 litre vina, pa solate, pa paradižnikove juhe, pa ne vem, kaj vse smo jedali. 85 evrov. 85 evrov v Toskani. Pač, to je noro.